Dobro, lep pozdrav vsem prisotnim občinskim svetnikom, svetnicam, spoštovana občinska uprava, mediji, predsednik nadzornega odbora, lep pozdrav vsem na seji občinskega sveta. Po točko 1 ugotavljamo sklepčnost. Prisotnih je 13 svetnikov, ostali so upravičeni. 13 od 22 prisotnih, tako da je zagotovljena sklepčnost občinskega sveta, lahko pričnemo z delom. Po točko 2 oziroma prvo točko je potrditev dnevnega reda 26. redne današnje seje. Jaz se opravičujem za tako pozen sklic seje v mesecu juliju, kar nekako ni v skladu s prakso na ravnah oziroma tudi ne je bolj izjema kot pa pravilo po našem poslovniku. Zato tudi predlagam, da dnevni red skrajšamo, kajti seveda več vaših kolegov ni in obravnavamo zgolj danes res nujne točke, ki pa so res dejanski razlog za sklic izredne seje. Zato pri predlogu dnevnega reda torej predlagam, da umaknemo z dnevnega reda vse torej nenujne točke, ki pa so od točke 9 naprej in sicer črtamo točke 9, oziroma ne, rebalans je 9, 11, 12, 13, 14 in 15 točko danes ne bi upravili. Odbori sicer so delali, kar pomeni, da za naslednjo septembrsko sejo je to delo odborov že upravljeno in potem seveda bi lahko v širši sestavi občinskega sveta obravnavali tista vprašanja, danes pa bi upravili le na dnevnem redu to, kar je najbolj nujno in dejansko občina potrebuje odločitve, da lahko dela. Torej s tem predlaganim spremembo dnevnega reda, ki ohranja torej investicijske programe, rebalans proračuna, občinski prostorski načrt za obvoznico, soglasje direktorja javnega zavoda ter imenovanje dodatnega člana komisije za mandatna vprašanja v skupnem seštevku 13 točk, torej predlagam ta dnevni red in ga dajem v razpravo. Prosim. Če ni razprave k temu skrajšanemu predlogu dnevnega reda, predlagam sklep, ki se glasi: Občinski svet potrjuje predlagan dnevni red ter umik točk številka 11 do 15 iz dnevnega reda. Kdo je za? 13 za, soglasno. In prehajamo na naslednjo točko, tretja točka, obravnava in potrditev zapisnika 25. redne seje in 9. dopisne seje. Tu ste prejeli gradivo obeh zapisnikov, obeh to je že upravljenih sej in dajem v razpravo ta seznanitveni sklep oziroma seveda oba zapisnika. Če ni, predlagam sklep: Občinski svet občine Ravne na Koroškem potrjuje zapisnik 25. redne seje in zapisnik 9. dopisne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 13 za, kar soglasno. Četrta točka dnevnega reda, poročilo o izvrševanju sklepov 25. redne seje ter o delu med rednima sejama. S podžupanom nimamo poročila pripravljenega, tako da zgolj torej pregled uresničevanja sklepov, ki je v opisni obliki, in dajem v razpravo torej ta predlog o seznanitvi s poročilom o izvrševanju sklepov 25. redne seje. Če nikdo nima razprave, predlagam sklep: Občinski svet občine na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov 25. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? 13 za. Potem 5. točka, odgovori na vprašanja in pobude s 25. redne seje. Tu ste prejeli pisne odgovore na vaše vprašanja in pobude in odpiram razpravo k prejetim odgovorom. Če ni, predlagam sklep: Občinski svet občine na Koroškem se je seznanil z odgovori na vprašanja in pobude s 25. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? 13 za. In prehajamo na investicijsko dokumentacijo. Najprej točka 6, novelacija investicijskega programa za program rekonstrukcije občinskih cest 2019-2022. Tu bi prosil za zelo kratko predstavitev gospe Sabine Hrašan. Dejstvo pa je, da glede na izveden javni razpis in glede na proračunske zmožnosti proračuna 2022 je bila potrebna ta novelacija, katere vsebino bo na kratko predstavila torej naša sodelavka Sabina Hrašan. Prosim. Hvala za besedo. Predhodno je bila že potrjena investicijska dokumentacija in pa načrt razvojnih programov, na podlagi katerega je občina izvedla javni razpis. Prejeli smo dve ponudbi, ki sta bili nesprejemljivi, ker sta presegale zagotovljena sredstva javnega naročila.
Zaradi tega se danes sprejema novelacija investicijskega programa, ki upošteva nova izhodišča na trgu gradbenih in pa inženiring storitev. Na podlagi tega objavljenega javnega razpisa, kot je bilo povedano, so bile previsoke cene, ki so presegale zagotovljena sredstva, se je izkazalo, da se je investicijska vrednost povečala na 1.147.000 evrov za DDV. Iz samega preglednice, kjer so navedene ceste, pa je nastala tudi sprememba. In sicer, to moram povedati, da je javni razpis, se je občina odločila, da ga izvede po fazah. V prvi fazi je bil izveden razpis na odseku Prosenovo Mostla Nikova Bajta in pa ceste v naselju Strojnska Reka. Na podlagi pridobljenih ponudb in vseh cen je bila odločitev takšna, da se v letošnjem letu ponovi razpis samo za te navedene ceste. Vse ostale ceste, ki so navedene, to je cesta do gimnazije, ceste v mestni četrti Čečovje, ceste na Javorniku pa se izvedejo v naslednjem letu in ceste v letu 2023 potem znašajo v vrednosti 274.000 z DDV, v letošnjem letu 840.000 z DDV, kar znaša skupaj 1.114.000 z DDV. In takoj po potrjeni novelaciji investicijskega programa gremo v novo javno naročilo in si želimo tudi čim prej izvesti po programu te ceste, ki so bile omenjene za letošnje leto. Hvala. Hvala. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo. Prosim, predsednik gospod Kacil, za poročilo o vaših sklepih. Lep pozdrav vsem prisotnim. Hvala za besedo. Odbor je obravnaval novelacijo investicijskega programa Razvoj občinskih cest za leto 2019-2022 in predlaga občinskemu svetu, da potrdi ali sprejme. Hvala. Ter še odbor za proračun in finance, predsednik gospod Šumah. Pozdravljeni. Odbor za proračun in finance je obravnaval novelacijo investicijskega programa Program rekonstrukcije občinskih cest 2019-2022 in načrt razvojnega programa za projekt Program rekonstrukcije občinskih cest 2019-2022 ter predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme. Hvala. Hvala obema predsednikom. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni razprave, predlagam torej sklep. Občinski svet občina na Koroškem sprejema prvič občinski svet občina na Koroškem sprejme novelacijo investicijskega programa in načrt razvojnega programa za projekt Program rekonstrukcije občinskih cest 2019-2022. Drugič, občinski svet občina na Koroškem povlašča župana za podelitev morebitnih kasnejših popravkov tekstu dokumenta. Kdo je za? 13 za, soglasno. 7. točka dnevnega reda, novelacija investicijskega programa za projekt komunalna ureditev Kotle 4. Zopet prosim za kratko vsebinsko predstavitev gospod Jašo Laznik. Gre pa seveda tudi zaradi višjih cen za dejstvo, da smo na mesto DIP-a morali izdelati investicijski program in pa seveda to je tudi en izmed 3 večjih razlogov, zakaj je sploh potreben rebalans proračuna. Prosim. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi. DIP ste že sprejemali za omenjen program in načrt razvojnih programov oziroma za projekt. Investicijska vrednost je takrat znašala 375.000 evrov. Zdaj smo izvedli javno naročilo, dobili ponudbo 710.000 evrov, zato v bistvu potrebujemo novelacijo investicijske dokumentacije. Tako da to je z moje strani vse za enkrat. Hvala. Hvala, zopet ista odbora, odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, gospod Kacil. To se pravi, odbor je obravnaval novelacijo investicijskega programa komunalna ureditev Kotle 4 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala, ter še odbor za proračun in finance, gospod Šumah, prosim. Odbor za proračun in finance se je seznanil z novelacijo investicijskega programa Komunalna ureditev Kotle 4 in načrtom razvojnih programov za projekt Komunalna ureditev Kotle 4 in predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme. Hvala. Hvala, predsednik odbora za finance. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni.
Predlagam glasovanje. Torej prvič, predlog sklepa se glasi, prvič občinski svet občine na Koroškem potrjuje novelacijo investicijskega programa Komunalna ureditev Kotle 4, načrt razvojnih programov za projekt Komunalna ureditev Kotle 4. Drugič, občinski svet občine na Koroškem pooblašča župana za podelitev morebitnih kasnejših popravkov teksta dokumenta. Kdo je za? 13, to je soglasno. 8. točka dnevnega reda, dokument identifikacije investicijskega projekta Stanovanjska zadava v Slovenski Reki. Tu gre za novo investicijsko namero, ki tudi ni del rebalansa proračuna 2022, ampak je investicijska namera za naprej, ampak vendarle smo jo uvrstili, da lahko nadaljujemo določene aktivnosti na današnjo sejo in tudi ohranili v skrajšanem dnevnem redu, pa prosim za res kratko predstavitev te namere, ki pa finančno še ni, bi rekel, pokrita z viri. Gospod Sabino Hrašan, prosim. Ja, kot je bilo povedano, občina Ravne želi v naselju Slovenska Reka urediti novo območje za izgradnjo stanovanjskih objektov. Predviden je odkup zemljišč in pa izgradnja komunalne opreme. Mi imamo do sedaj pridobljeno le prostorsko prevero parcel za gradnjo več individualnih hiš, ki pa obravnava 3 variante. In sicer te variante so sledeče. Prva varianta predvideva gradnjo 8 samostojnih enodružinskih hiš z nadstreškom in pa lopo. Druga varianta predvideva enodružinsko hišo 3x2 in pa 1x3 z nadstreškom in lopo. Tretja varianta pa predvideva 14x1 vrstne hiše in pa 3x nadstrešek z lopo. Na celotnem območju bo zgrajena nova komunalna oprema, ki bo priključena na obstoječe infrastrukturne vode in pa naprave, ki so zgrajene na tem oziroma širšem območju. Izvede se cesta v dolžini 719 kvadratnih metrov. Komunalna oprema pa zajema pripadajočo kanalizacijo padavinskih vod ter odpadnih sanitarnih vod, izvedbo strojnih inštalacij, elektroinštalacij in pa raznih prestavitev drugih obstoječih komunalnih vodov. Sama ocena, investicijska vrednost po teh segmentih je res dejansko ocena, ker nimamo pridobljene še projektne dokumentacije in smo oceno podali na podlagi pridobljenih ponudb za komunalno ureditev Kotle 4. Na podlagi tistih cen in pa preračuna na kvadraturo v Slovenski Reki znaša izgradnja javne gospodarske infrastrukture v Slovenski Reki 469 000 evrov. Nakup zemljišča predvidevamo, da bo 32 evrov na kvadrat in glede na kvadraturo zemljišča znaša to 211 456 evrov. Potrebno je tudi investicijski nadzor in pa izdelava projektne dokumentacije, plačilo drugih storitev in dokumentacije in to se skupaj znaša v višini 714 256 evrov z DDV. Vsi zneski pa so predvideni za leto 2023, v letošnjem letu pa za to investicijo ne predvidevamo dodatnih stroškov. Hvala. Hvala. Ista odbora, odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, gospod Kacil. Odbor je obravnaval DIP, to se pravi pozadava v Slovenski Reki in predlaga občinskemu svetu, da sprejme. Hvala. Hvala, ter odbor za plan proračun in finance. Odbor za proračun in finance se je seznanil z dokumentom identifikacije investicijskega projekta Stanovanjska zazidava v Strojanski Reki in načrtom razvojnih programov za projekt Stanovanjska zazidava v Strojanski Reki in predlaga občinskemu svetu, da je sprejme. Hvala predsednik odbora. Odpiram razpravo občinskega sveta. Prosim, gospa Ranc, Sabina. Lep pozdrav vsem. Tu se seveda moramo oglasiti, saj se predvideva povečanje števila članov naše krajevne skupnosti. Imamo pa v krajevni skupnosti nekaj vprašanj in sicer na tem območju so različni lastniki zemljišč, koliko sem gledala zemljiško knjigo so 3. Zdaj, na nekaterih zemljiščih je nasut material. S krajevne skupnosti Slovenska Reka nas zanima, a se bo ta material, ki je že navožen, ostal, ali se bo z dodatnim materialom naredila neka izravnava s še nenasutimi zemljišči, ali se bo to urejalo na način, da se bo nasut material odvažal in če se bo, ali bo to strošek občine. Na hribu nad temi parcelami je lastnik zemljišča, predvidevamo, zasipal grapo.
Zdaj se lahko v urejanju teh parcel ugotovi oziroma preveri, a obstaja morebitna nevarnost kakega proženja plazu z tega območja na te parcele, ker vemo, da so nalivi vse pogostejši, zdaj pa ni pa znano, kako je s tem nasutjem, pri tem nasutju urejeno to odvodnjavanje. Tako da ta prostorska preverja, kot je bilo omenjeno, obravnava 3 variante teh stanovanjskih hiš. A imate na občini Ravne morda podatek, po čem povprašujejo potencialni investitorji? A so to individualne stanovanjske hiše, a so to dvojčke, a so to vrstne hiše? Torej, katera od teh 3 predlaganih variant bi bila občanom oziroma potencialnim investitorjem najbližja? Hvala. Hvala. Bom jaz zdaj pred drugo razpravo še odgovoril na ta 3 vprašanja. Zdaj ta nasip, ali bo ostal, ali se bo odvažal, v tem trenutku še ni znano, ker natančne tehnične rešitve še niso znane. Znana je višina tega mostu, ki vodi do te zazidave. Ta višina mostu bo 0 bodoče ceste, ti nasipi pa mislim, da so malo višji od tega mostu in bo to stvar naslednjih tehničnih rešitev, ali se bo material odvažal, ali se bo uporabil za tampone. To pravzaprav ni še moč odgovoriti. Opozorilo za plaz bomo pogledali, torej gorvodno, če prav razumem, so neki nasipi, ki lahko sprožijo neljube, zasipe rek, potem vemo, da se zabijajo prepusti in mostovi in voda gre tudi v hiše. Bomo to preverili in to se nam dejansko zdaj na mnogih delih občine dogaja, kajti zanimivo, kaj vse ljudje in v gozdu in izven gozda odlagajo ob rekah, ko pa pride tako hudo neurje, pa to vse skupaj konča v vodotokih. Kar se tretje tiče, lahko odgovorim največje povpraševanje na občini 29 izkazanega interesa je za naselje za mlade družine Čečovje jug. To dejansko ljudje kličejo, postijo priimke imena, GSM, tako da so dejansko osebe, ki so zainteresirane, so najbolj zainteresirane za čim manjše parcele, pa čim manjše hiše, in tisti, bi rekel, marketinški 50 000 evrov za hišo je bilo to, da je povzročilo, kar imamo, mislim, da smo ohranili na dnevnem redu, oziroma nismo ohranili, Čečovje jug, ki ga bomo imeli septembra, tako da lahko rečem zanesljivo, da je največji interes poleg stanovanj tudi te manjše hiške. Res pa danes, Sabina, ne zbiramo še variante, danes sem predelujemo, ali smo za to in sledi v prihodnosti še izbira teh variant. Tu je samo prevera, kaj prostor omogoča. O varianti se bo še odločalo z vaše strani. Še kakšna razprava? Če ni, predlagam torej sklep. Predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine na Koroškem potrjuje dokument identifikacije investicijskega projekta Stanovanjska zazidava v Strojnski reki, načrt razvojnih programov za projekt Stanovanjska zazidava v Strojnski reki. Drugič, Občinski svet občine na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov teksta dokumenta. Kdo je za? Uh, 14 za, ja, ker se nam je pridružil svetnik gospod Aleš Logar, nas je zdaj že 14. Naslednja pa tudi osrednja točka dnevnega reda današnje seje je torej tako imenovani rebalans proračuna oziroma predlog o spremembi odloka o proračunu. Žal zaradi razmer, ki so bile v prejšnjih 3 vsebinsko točkah že opisane in pa hkrati tudi s temi investicijami, če dodamo še investicijo vrtca, so to glavni razlogi, da smo morali predlagati rebalans proračuna 2022. Rebalans je žal tak, da si ga nihče ne želi, se ga otepamo kot nek način vroči kostan, kajti pomeni že na obstoječ dolg še dodatno zadolžitev občine, zato smo skušali z vsemi, bi rekel, drugimi postavkami, za katere vemo, da se morda ne bodo uresničile v letu 2022, zmanjšati odhodke, da bi za potreba teh večjih odhodkov, ki smo jih že našteli, od vrtca, rekonstrukcije občinskih cest, zazidave Kotle 4, kanalizacija na Javorniku, skratka, da bi zaradi teh objektivno povečanih odhodkov ne rabili zadolževati občine, vendar to žal ni bilo mogoče. Zato v tem rebalansu je predvidena dodatna zadolžitev 880 000 evrov in kot vidite, torej žal skupna zadolžitev občine na srečo sicer še pod 6 milijonov evrov, torej 6 milijonov evrov, 6,3 milijona evrov zadolžitve v letu 2022. Tako da žal je to neko negativno dejstvo, ki pa
od katerega ne moramo bežati in pa seveda ta rebalans omogoča, da se te investicije nadaljujejo, torej da začnemo končno komunalno opremljati kotle 4, da dokončamo vrtec z okolico, dodatnimi deli in so opremo, da zgradimo 2 cesti v Strojanski reki, ki smo jih že načrtovali, in zato je potreben pač ta rebalans. In zato vas prosim za presojo in pa potem tudi morebitno potrditev. Kar se tiče, zdaj bo gospa Gorinšek ne bo dopolnjevala, bo odgovarjala na vprašanja. Kar se tiče amandmajev, prišel je en amandma občinske svetnice, gospod Darje Javornik, amandma je teh svetnikov ne boš tudi predočen, da se sredstva v višini 74 000 evrov razporedijo iz programa cest na rekonstrukcijo in adaptacijo križišča Tuš. Žal ta amandma moramo zavrniti, kajti na tisto rekonstrukcijo cest oziroma tisti podprogram smo namreč sredstva že nekaj porabili, Dobrje oziroma tudi Obretan Španar in pa dodali sredstva za Strojansko reko, zato smo proceduralno našli rešitev, da se vloži amandma na amandma, čeprav se malo čudno čuje, no, ampak skratka to poslovnik omogoča in da sredstva 60 000 evrov za to križišče Tuš najdemo, vendar jih prerazporedimo iz poslovne cone Ravne, za katero je občinska uprava ugotovila, da si lahko torej teh 60 000 evrov tam razporedi. Zato predlagam, da v okviru tega glasujemo o tem amandmaju na amandma, ki bo rešil vsebinsko, torej ta vložen amandma. In po proceduri, če je amandma na amandma sprejet, potem se o amandmaju ne glasuje, no, ker je tako ista vsebina. Če bo amandma na amandma ne bo sprejet, pa pol glasujemo še o amandmaju. Ampak to je zelo proceduralno, v bistvu je važen cilj, kaj želimo, no, v bistvu s to prerazporeditvijo, ki pomeni amandma doseči. Toliko z moje strani, gospa Gorinšek kot Kimava ne bo dopolnjevala in odpiram razpravo, oziroma gremo k poročilom odbora, zopet druga dva odbora sta to Komisija za statut in normativno pravne akte. Prosim, gospa Ranc, za vaše poročilo. Komisija za statut in normativno pravne akte je obravnavala predlog odloka o spremembi odloka o proračunu občine Ravne na Koroškem za leto 2022 in ugotavlja, da je skladen z zakonodajo ter primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala predsednici komisije ter odbor za proračun in finance, predsednik gospod Šumah. Odbor za proračun in finance je obravnaval novelacijo investicijskega programa, napačno označil. Odbor za proračun in finance se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna in predlogom odloka o spremembi odloka o proračunu občine Ravne na Koroškem za leto 2022 in predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme. Hvala. Hvala gospodu Šumahu kot predsedniku odbora. Odpiram razpravo občinskega sveta. Ko predlagam rebalansu in seveda tudi k amandmaju. Prosim, gospod Ranc. Gospod Logar, ja. Torej, v tem rebalansu so tudi sredstva za obnovo športne dvorane. Spravi, če danes prižgemo zeleno luč, se bo lahko začela izvajati dela. Kaj je tisto, kar se v okviru teh sredstev predvideva, da se naredi? Hvala. Ja, hvala. Strinjam, tako sproti odgovarjam. Za ta sredstva, ki se bo še potem v 2023 delno zagotovila, ker jih v letu zagotovila šola, se bo menjal kompletni parket v dvorani. Parket se bo menjal v smislu celotnega tega sloja, na katerim se vadi. To, kar je pod parketom, se bo v celoti obnovilo, prepleskale oziroma obnovile se bo garderobe in pa prepleskala se bo dvorana. To bo vse skupaj v vrednosti slabih 100 000 evrov, 48 000 evrov je dodatnih v letošnjem proračunu oziroma rebalansu. Ta parket, ki bo popolnoma nov, pa se bo lahko, ko se bo gradila nova dvorana, dejansko predelal, torej se bo preložil in bo zgolj stroški preložitve tega novega lesa oziroma novega parketa. Tako da cela dvorana se prenovija. Cel parket, preplesk pa garderobe. Ker so igra se prva liga in tudi šolari in pa so odbojkaši so opozorili, da je treba za višji nivo imeti pač to vse ustrezno urejeno. Nekateri pa bolj poznate, kako v slabem stanju je zdaj. Še kakšna razprava?
Pardon, gospod Logar, ja. Hvala za besedo. Razprava gre bolj v tej smeri, da se je smiselno malo zamisliti. Namreč zadolžujemo se. Jaz razumem, da so številni projekti, ki se jih ne da prenesti v naslednja leta. Razumem tudi, da so odzada projekti, s katerimi so povezani evropska sredstva. Da ne bo izgledal, kot da tisti, ki sem prej bil na tisti strani, ki sem bil vedno vesel vsakega rebalansa, da smo dobili dodatna sredstva. Zdaj en tistih, ki bom grajal, bi bolj seveda priznam Irena. Bi želel samo eno stvar upozoriti, pa bi gospod Gorinšek tudi na tem mestu vprašal, kakšna je naša zadolženost občine, se pravi, kakšen je potencial. Namreč moja razprava gre v smeri stroškov energentov. To, kar že trenutno vidimo in kaj se že podpisuje pogodbe za naslednja leta, bo prišel en zelo velik val. In ta val ne govori o enkratniku, dvokratniku, 100-200%, ta val govori o 500%. Moramo vedeti, da tu pri nas imamo aktivna gospodarstva, ki so zelo vezana na cene energentov. Trenutno lahko kupujejo družbe električno energijo za leto 2023 po cenah vse, kar je 300 evrov na megavatno uro naprej, bolj okrog 350 evrov na megavatno uro. Če rečem recimo, kar je bliže tu v okolici, pa če se dotaknem Zavoda za kulturo, šport, turizem, mladinske dejavnosti, mislim, da ima ceno okrog 70 evrov na megavatno uro. Glede na to, da je to največji porabnik, mislim, da skoraj zagotovo poleg javnega komunalnega podjetja Ravne, govorimo o 5-kratnikih. In na to se moramo pripraviti. Pripraviti se moramo na to, da prihajamo eno drugo obdobje, obdobje, ki ga še ne poznamo in ki je nam tujo. Obdobje, ki pomeni, da smo visoko zadolženi, na drugi strani imamo zelo visoke prihajajoče stroške z vidika energentov, na katere ne moramo vplivati. Ne vemo še, kaj bo država na tem nivoju naredila, pa koliko sploh lahko bo naredila. Vsi govorijo, ja, pa izstopimo iz skupnega evropskega energetskega sistema. Ja, ni tako lahko, veste. To je glede, da bi ene rekel, izstopimo iz Evropske unije, pa vidimo, kaj se dogaja v Angliji. To so kompleksni sistemi, ki jih ne moreš iz danes na jutri spreminjati in ki jih je treba zelo resno jemati. In za temi problemi prihaja potem socialna bomba, katero bo mogoče kolega Marčenovič več diskutiral. Skratka, želim povedati to, če je možnost karkoli iz letošnjega leta prenesti v naslednja leta, da se ne preveč zadolžujemo, si probimo ustvarjati buffer za naslednja leta, ker težave šele prihajajo in moja diskusija pa nočem biti daleč od tega, da bi bil pesimist. Želim biti tu res realist in nekako iz prve roke lansirati informacije, ki se pač dejansko dogajajo v svetu, v gospodarstvu, s čem se gospodarstveniki trenutno ukvarjamo, je ravno to, kako naslednjo leto sploh preživeti ob takih cenah električne energije, ki se trenutno kaže. Tako da, moja vprašanje gre bolj v tej smeri, kako je zadolženost. Srečno. Ja, hvala. Prosim za odgovor, glede dolga občine Ravne. Lep pozdrav strani strokovne službe, ki smo pripravili na podlagi zakona o javnih financah oziroma odloka strokovno oziroma metodološko rebalans proračuna za leto 2022. Kot ugotavljate, dejansko v samem rebalansu dejansko nismo nerealnih prihodkov povečevali, zato je predlagana zadolžitev, kot je že prej župan povedal, v višini 888 tisoč. Občina Ravne na Koroškem je na podlagi 10.b člena zakona o financiranju občin lahko se zadolžiti, kot smo že pri samem proračunu ugotavljali, na kak način metodološki je izračun, da se vzame podatki iz realiziranih prihodkov preteklega leta, odšteje se tekoči transferi iz državnega proračuna, iz evropskih sredstev, ugotovi se kvota
v tem primeru v naši občini znaša 1.256.394, ki je lahko namenjena za odplačilo glavnice in obresti v tekočem letu. Ta izračun imamo v e-dolgu vse občine, to se pravi strani Ministrstva za finance. Na podlagi tega mi moramo ažurirati vse podatke v e-dolgu vsak mesec na Ministrstvo za finance glede odplačila tako obresti kot glavnice in na podlagi tega izračuna potem ministrstvo tudi ugotovi, kolikšna je razpoložljiva kvota občine za naslednjo zadolžitev v naslednjih letih. V samem rebalansu je predlagana zadolžitev v višini 6.348.440 evrov, toliko je pač planiran, to je vse v okviru zakonskih normativov. Občina trenutno ima soglasje, smo zaprosili samo za 2,5 milijona evrov in sicer zaradi plačila izvajalcev vrtca, ker smo imeli že 4 zapadle situacije. In kolikor ne bomo imeli večjih problemov pri financiranju, se občina ne bo najbrž, kot se tudi nikoli, ko smo pač zaradi uravnoteženosti rebalansa oziroma proračuna potrebovali sredstev, ni zadolžila, tako da je zadolžitev še v bistvu vedno na razpolago in se občina lahko še zadolži. Bi pa jaz mogoče na tem mestu opozorila predvsem glede na to, kar je gospod Logar povedal, mi da smo že včasih govorili tudi glede same primerne porabe občine, mi smo se pogovarjali to o primerni porabi občine tudi na samem nadzornem odboru občine, kjer smo pač ugotavljali, da večji problem pri občinah postavlja ta primerna poraba. Če mi pogledamo okrog 23 milijonov rebalans proračuna občine Ravne na Koroškem, če pa pogledamo primerno porabo občin za leto, za našo občino govorim, ki bi je mogla zagotavljati, bomo rekli tako rekoč, z zakonskimi normativi in z vsemi nalogami, ki jih mora zagotavljati država, pa vidimo, da je primerna poraba občine Ravne na Koroškem 6.721.863. Zdaj pa poglejmo za tekoče transfere, tekoče odhodke, investicijske transfere, investicijske odhodke, dejansko to predstavlja samo 30% našega proračuna. In če pa pogledamo, koliko se je pa primerna poraba v letu 2022 napram letu 2021 povečala za občino Ravne, pa smo ugotavljali tudi na nadzornem odboru, da to predstavlja samo 123.525 evrov. Pa pogledamo zakon o izvrševanju proračuna za leto 2022-2023, ki predvideva povečanje primerne porabe iz 645 na 647 evrov, kar dejansko predstavlja samo 20.000 pa še nekaj za naslednjo leto. In prav na ta problem, ki je bil prej izpostavljen, mislim, da je treba preko skupnosti slovenskih občin, združenja občin, da se pritisne in da se primerna poraba poveča vsem občinam, da bomo lahko vsej tekoče stroške plačevali. Hvala lepa. Hvala, jaz mislim, da je gospod Logar bolj bil vezan na to, kaj se z rebalansom zgodi glede za dolga občine. Torej, ta buffer še ostaja. Če ste mogoče med vrsticami čuli, letni obrok občine za namene financiranja obresti plus glavnica bi lahko bil 1.100.000, zdaj pa je obrok okrog 600.000 evrov. V glavnice plačujemo 440 pa 120, tako da 500.000 obroka si lahko še privoščimo letno v skladu z ministrstvom, zdaj pa to držite kar 10 let, oziroma 15-letni krediti se najemajo, imamo še nekaj bufferja. Kar se mi zdi pomembno, del vaše razprave tudi, mi se izključno zadolžujemo za investicije. Primerna oziroma tekoča poraba, ki pol seveda ostane skozi leta, vemo, da javni upravi birokrat oziroma uslužbenc hitro iz enega nastaneta dva, je zgolj pri vrtcu, ker se dodatna zaposlitev povečuje, drugo so pa vse izključno investicije, kot je prileva dvorana, ceste, skratka, in vse so bolj kot ne v teku. Zdaj balansom nobene nove investicije, če smatram kot le 4 v teku, seveda, ker smo parcele prodali, v bistvu ne odpiramo novih investicij, kajti jaz mislim, da bo jeseni morda res še potreben en rebalans, ki bo pa odgovor na to draginjo. Žal si zdaj nisem mogel privoščiti večje zadolžitve, kajti ne ve se, kaj bo z gospodarstvom, ljudje znajo biti tudi brez služb, skratka, čaka nas zelo pestro socialno obdobje in pač ukrepi občine bo, da se investicije ostavijo. Ne samo spomnim, da je letos, torej samo letos 10 milijonov investicij, ob 6 milijonov dolga, tako da v bistvu pač ostavimo investicije in bo zadeva se manj pregrevala z vidika javnih financ. Nismo na kritični točki še eno. Še kakšna razprava?
Prosim, gospod Javc, gospod Šumah. Najlepša hvala in lep pozdrav vsem. Jaz pa tu kot zagovornica družin, posebej mladih družin, za katere sem se že večkrat zavzela, moram pravzaprav izraziti eno hvaležnost, da se ta investicija vrtca nadaljuje. Vemo, da povsod, kjer potekajo projekti, razpisi, evropski projekti, se zaradi te draginje, ki se kaže predvsem v rasti cenah surovin, gradbenih materialov, dražijo tudi projekti in mora prihajati do pregledov, revizij in novelacij teh investicijskih programov in projektov. Tako da jaz sem zelo vesela in mislim, da bodo hvaležne številne mlade družine, ki si pravzaprav zaslužijo ta standard, ki ga bo nov vrtec omogočil. Prav tako velja za telovadnico osnovne šole Križihovega Oranca in pa potem tudi komunalno ureditev v Kotljah, kjer bodo zrasle nove hiše. Tako da iz tega vidika, da občina, kakor je že večkrat obljubila, postaja ali ostaja bolj družinam prijazna in en cilj tudi za mlade, mislim, da je prav, da se ti projekti nadaljujejo. Sveda ne vemo, kaj bo v prihodnje in smo lahko upravičeno zaskrbljeni. Je odvisno od več faktorjev, na katere nimamo toliko vpliva in bi tudi sama pozvala, da tisto, kar pa lahko kontroliramo, pa vendarle nadzorujemo in se pripravimo. Tako da upajmo, da ne bo prevelika stiska, če pa bi bila, pa upam, da bo občina tudi pomagala tistim, ki bodo pomoč najbolj potrebovali. Tako da v tem momentu pa podpiram nadaljevanje teh projektov. Hvala, gospod Javc. Prosim, gospod Šumah. Jaz sem se hotel navezati na podobno temo kot gospod Logar, če se sploh lahko zadolžujemo, ne da ne vemo, kaj nas še čaka. Žal pač investicij ne moramo ustaviti in bomo pravzaprav prisiljeni nekaj glasovati za rebalans. Celotna zadolžitev znaša pravzaprav glih toliko, ko pa ena izsiljena investicija, neumna investicija mogoče, če je ne bi bilo, pa se ne bi, sicer bi se pa verjetno gnar za kaj drugega ponudil, pa bi imeli isto rebalans, ki je izsiljena zvoda, se bo zgleda plesal samo eno poletje. Me pa zanima, kakšno je stanje glede zadolžitve, višine obresti, pa ali se je že kredit začel črpati. Hvala. Hvala, ja. Višina obresti je bila na javnem razpisu, to smo včeraj na odboru za finance imeli poročilo, dve ponudbi za kredit in najbolj ugodnejši kredit je bil z Euribor s pribitkom 0,45 letošnji najet kredit v višini 2,5 milijona evrov, počrpan pa torej na današnji dan v višini pol milijona evrov. To je kar se tiče letošnjega izvajanja proračuna. Prosim, gospod Kacil. Hvala za besedo. Jaz mislim, da je rebalans investicijsko naravnan, to se pravi, tako je župan povedal, drugače pa denar šparati, mislim, da v tem cajtu ni dobro, propada, po domače povedano. Zdaj pa, če je taka kriza prišla, pa sigurno, moč drugo leto ne bomo asfaltirali, bomo pa pomagali ogrevati stanovanja, to je moje mišljenje. Hvala. Hvala za razpravo. Prosim, gospod Mrđenović. Hvala za besedo, ko je bilo moje ime že omenjeno, kolega Logar, tudi jaz se pridružujem tem skrbem, ki jih izražate svetniki in svetnice, kakšna prihodnost nas čaka. Sam sem sicer bolj optimističen, ampak vseeno menim, da bomo imeli dovolj sredstev, da bomo lahko pomagali tistim, ki bojo pomoč potrebovali. V nasprotnem primeru pa, kakor sem seznanjen, imamo tudi možnost se zadolžiti na tem področju in pomagati socialno šibkim družinam v tej naši občini. Tako da moje mnenje je, da je treba rebalans podpreti in ohranjam neko optimistično upanje, da le ne bo tako hudo, kot si eni predstavljamo, da bo. Hvala. Hvala gospodu Mrđenoviću za razpravo.
S tem zaključujem, ni več prijavljenih in bi najprej torej glasovali o tem amandmaju k amandmaju, ki se glasi, torej najprej bi o tem glasovali, potem pa naprej, da se sredstva v višini 60 000 evrov razpredelijo z proračunske postavke poslovna cona Ravne na proračunsko postavko izgradnja križišča Tuš. Kdo je za? 13. Ja, števa eno. 13 za, kdo je proti? Nič proti. In pa predlog sklepa za to točko dnevnega reda. Občinski svet občine na Koroškem sprejme rebalans proračuna občine na Koroškem za leto 2022 in odlok o spremembi odloka o proračunu občine na Koroškem za leto 2022. Kdo je za? 14 za, hvala za soglasno podporo. 10. točka dnevnega reda. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Ravne na Koroškem, sprememba je dopolnitev številka 2 za navezovalno cesto na 3. razvojno os, pomišljajo vzhodna obvoznica Ravne. Prosim za predstavitev tega osnutka odloka na kratko, gospod Anito Potočnik-Slivnik, gre pa torej za prvo obravnavo odloka o spremembi enega izmed temeljnih aktov občine, to je občinskega prostorskega načrta. Prosim. Hvala lepa, lep pozdrav. Občina Ravne na Koroškem je v postopku sprememb in dopolnitev prostorskega načrta za namen navezovalne ceste. Mogoče nekateri bolj poznate ime vzhodna obvoznica Ravn. In sicer je to projekt, ki je bil uvrščen v dogovor regij in se financira iz kohezije. Nosilec projekta je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, partner pa občina Ravne na Koroškem. Naloga občine je, da cesto oziroma koridor ceste umesti v prostor, kar pomeni, da moramo v občinskem prostorskem načrtu spremeniti namensko rabo prostora. Do sedaj smo zato, da smo prišli do točke, kjer smo sedaj naročili idejni projekt, idejno zasnovo ceste, hidravlično-hidrološko študijo, geološko poročilo, izdelali smo izhodišča za postopek sprememb in dopolnitev, izdelali smo osnutek akta in ker smo dobili odločbo, da je celovita presoja vplivov na okolje potrebna, je bilo v postopku izdelano tudi okoljsko poročilo. Na vso to izdelano gradivo smo pridobili pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora, prva pozitivna mnenja, kar pomeni, da lahko gremo v javno razgrnitev. Naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi odloka oziroma sprememb in dopolnitev odloka je že objavljeno. Razgrnitev je predvidena od 13. julija do 12. avgusta, trajati mora najmanj 30 dni. Po zaključku razgrnitve sledi morebitna dopolnitev odloka oziroma gradiva in potem se pošlje drugič v mnenje. Potem, ko drugič pošljemo in pridobimo vsa potrebna mnenja, sledi še potrditev na ministrstvo in pa sprejem in obravnava na občinskem svetu. Se pravi, uvrstitev v prostor je podlaga za projektiranje. Direkcija za infrastrukturo je že izvedla javno naročilo in čaka v bistvu vsak dan, da mi čim prej zaključimo s postopkom, da lahko nadaljuje s projektiranjem navezovalne ceste. Hvala. Hvala. Mogoče samo to izjave, ki ste jih dobili na mizo, so v bistvu del postopka, ki ga po zakonu moramo izvesti. Se pravi, vas ljudno prosim, če lahko do konca seje izjave, ki v bistvu so za preprečevanje navzkrižja interesov kot dokazane, če jih lahko izpolnite, bom hvaležna. Hvala lepa. Hvala za predstavitev. Predlog sta obravnavala dva odbora, komisija statutni normativno, oziroma, komisija statutni normativno pravne akte. Gospa Ranc, prosim.
Komisija za statut in normativno-pravne akte je obravnavala in se seznanila z osnutkom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Ravne na Koroškem, spremembe in dopolnitve številka 2 za navezovalno cesto na 3. razvojno os, vzhodna obvoznica Ravne. V prvi obravnavi in ugotavlja, da je osnutek pripravljen v skladu z zakonodajo in je primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala, ter še odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, gospod Kacil. Hvala za besedo. To se pravi, odbor je se seznanil in obravnaval vzhodno naveznico, to se pravi obvoznico za Ravne in predlaga občinskemu svetu, da sprejme. Hvala. Hvala obema odboroma oziroma predsednici in predsedniku. Odpiram razpravo občinskega sveta. Prosim, gospod Marđinović, gospod Rjavc, gospod Prednik. Hvala za besedo. Seveda imam mene par pripomb pri tej naši prelepi vzhodni obvoznici. Najprej bi povedal uvodoma, da jo seveda podpiram. Člani odbora za gospodarstvo in infrastrukturo so že povedali, da bi morala biti že zdavnaj zgrajena, tako da upam, da bo v bližnji prihodnosti enkrat res zgrajena. Ampak območje, kjer bomo to obvoznico postavljali, ni prazno območje, ima neko svojo pomembno kulturno in naravno dediščino, o kateri bi rad nekaj besed tukaj povedal. Vem, da je to šele osnutek in da bo verjetno še javna razgrnitev in da bojo povabljeni vsi, ampak vseeno imam eno idejo, ki bi jo rad tule plasiral, in to je, da bi se lahko tule ob tej cesti uredila ena nova zanimiva tematska pot, ki bi vključevala kapelico pri Votli peči, za katero vem, da jo bojo verjetno morali prestaviti na desno stran brega reke Meže. Gre seveda za zelo pomembno kapelico, o kateri Ravnčani zelo malo vedo. Po ugotovitvah zgodovinarja dr. Vinka Skiteka gre za v bistvu mejnik guštanskega trškega sodišča. Prežih Ovoranc je celo v svoji kratki noveli Od Meže do Poljane omenil eno legendo o tej kapelici, da naj bi tam umrl nek javorniški gospod, ki je izkoriščal podložnike in da so potem na tem mestu zgradili to kapelico. Hočem povedati, da ima ta zadeva ima eno zelo zanimivo in bogato zgodbo, ki bi jo lahko vključili v neko zanimivo tematsko pot, ki bi se navezovala na Rupnikovo linijo, ki se prav tako nahaja točno tukaj, kjer bo potekala vzhodna obvoznica. Namreč tam se nahaja ena utrdba Rupnikove linije, ki bi jo lahko v tem primeru tudi obnovili, spremenili v neko muzejsko dediščino na prostem. Glede na to, da se bo gradila cesta, se pričakujejo verjetno arheološka izkopavanja, lahko se še marsikaj odkrije. In glede na to, da se na relaciji Ravne-Dravgrad itak planira gradnja kolesarske steze, bi se lahko na poti proti Ravnam uredila tudi peš pot, da bi lahko to tematsko pot nekako zaokrožili, kot sem omenil, Rupnikovo linijo, kapelico pa Votlo peč, da bi se lahko tam mimo šlo peš in naprej do nekdanje kinodvorane, kjer so tudi ostanki starega gradu. Spet ena zanimiva zgodba, pa ena tematska pot, ki bi se lahko pol zaključila pri našem muzeju v Štauhariji. Kar se tiče naravne dediščine, bi že kot omenjeno Votlo peč še omenil, da je to področje, kjer poteka tudi intenzivna selitev živali, gozdnih živali, zato bo ta cesta, ki bo zgrajena, upam, da bo imela urejene podhode. Tu se nahajajo že obstoječe pohodne poti, omenil bi Malgajevo pot, ki ima tudi pomembno zgodovinsko vrednost za našo občino. Nahaja se tukaj tudi Fužinarska pot, ki bi jo lahko navezali v sklop te tematske poti, ki sem jo omenil. Obstaja bolj sodobna pot, ki jo Javorničani zelo redno uporabljajo, to je pot do Ribnika na Brdinjah. Zato pričakujem, da bo ta cesta, ko bo tu zgrajena, da se bojo tam vmes zgradili primerni podhodi in tudi novi mostovi čez reko Hotulčico. Tukaj so še vrtičkarji, jaz jih ne bi prestavljal, zdi se mi, da toliko desetletij so že tam, dobro urejajo svoje vrte, da nikogar ne bi motili, tako da po moje bi morala občina stopiti jim v bran in ohraniti te njihove vrtičke. Bi pa še za konec samo to povedal, da glede na slabe izkušnje pri umeščanju daljnovoda, upam, da bo tokrat občina uspela obvestiti vse uporabnike in lastnike parcel,
da ne bo pol na koncu spet kdo hodil s podpisi in s protesti in da ni bil obveščen in tako naprej, tako da upam, da do tega ne bo prišlo. Torej, na kratko povedano, moja ideja je, da poskušamo to vzhodno obvoznico, ko se bo gradila, uporabiti, da naredimo neko svojo novo tematsko pot, ki jo lahko tudi v smislu turizma tudi prodamo širši javnosti in tako privabimo šolarje in obiskovalce našega mesta. Toliko z moje strani, hvala. Hvala gospodu Marđenoviću. Mislim, da lahko razprava občinskih svetnikov na tak način jemljemo tudi kot del javne obravnave, no, in na te opombe odgovorimo oziroma predloge v smislu seveda pisnih odgovorov, kar je po zakonu in tako dolžno glede javne razgrnitve in javne obravnave. Teda, vse, kar boste povedali, lahko gre v zapisnik javni, bi rekel, ja, gospod predsednik, umika, gospod Javc. Hvala za to zanimivo idejo, pa če se še jaz pridružim, tudi iz tega vidika ohranjanja dediščine Raven ali Guštanja bomo lažje in lepše in boljše valorizirali tudi mestno jedro. In zaradi tega podpiram ta projekt, ki bo ne samo izboljšal stanje glede hrupa, izpustov in gneče v mestnem jedru, odkoder izviram, ampak bo tudi omogočil dvig gospodarske dejavnosti in olajšal ta transfer iz in okoli Raven. Mestno jedro nikoli pravzaprav ni bilo namenjeno temu, da skozenj drvijo, hrumijo tudi tovorna vozila. Nažalost, železnice ne izkoriščamo toliko, kolikor bi jo lahko v ta namen in sem hvaležna in vesela, da bomo to obvoznico potem enkrat, upam, da čim prej, navezali tudi na to našo ljubo tretjo razvojno os. Tako da še en korak v smeri bolj trajnostnih in razvitih Raven, ki ga podpiram. Hvala, gospod Javc, za razpravo. Še kakšna razprava k tej prvi obravnavi, torej tega spremembe OPN-ja. Če ni, predlagam torej sklep. Občinski svet občine Raven na Koroškem je obravnaval in se seznanil z osnutkom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Raven na Koroškem in spremembe in dopolnitve številka 02 za navezovalno cesto na tretjo razvojno os, vzhodna obvoznica Ravne, identifikacijska številka 1469 in ga sprejel v prvi obravnavi. Kdo je za? 14 za, to je soglasno. 11. točka dnevnega reda podaja soglasja k višini dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Koroškega gasilskega zavoda. Prosim za predstavitev teh treh točk tega sklepa, gospod Darjo Čepin. Hvala za besedo. Za strani Sveta javnega zavoda, Koroškega gasilskega zavoda smo prejeli predlog ocen delovne uspešnosti direktorjev ter pa tudi predlagane višine delovne uspešnosti. Na podlagi 22a člena višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki so določena strani pristojnega ministrstva. Zdaj, občina Ravne kot ustanoviteljica javnega zavoda na podlagi 3. odstavka 7. člena uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju poda soglasje k višini dela plače za delovno uspešnost, ki jo je določil svet zavoda. Obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorjema ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev. Sredstva za ta namen so zagotovljena v finančnem planu Koroškega gasilskega zavoda za leto 2022. Hvala. Hvala, gospod Darjo Čepin. Odbor za proračun in finance je obravnaval to točko dnevnega reda. Prosim predsednika gospoda Šumaha za poročilo. Odbor za proračun in finance podaja soglasje k višini delovne uspešnosti direktorja javnega podjetja gasilskega zavoda in predlaga občinskemu svetu, da jo potrdi. Hvala. Hvala predsedniku. Odpiram razpravo občinskega sveta.
Če se strinjate, ne bi bral teh treh točk sklepa. Torej, kdo je za? Za. Hvala za sprejem sklepa. In pa predzadnja 12. točka, razrešitev člana komisije za mandatno vprašanje volitev in imenovanje novega člana. 3 sklepi so predlagani, prosim, v funkciji namestnice predsednika oziroma članice, gospod Ireno Oder. Ja, hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja glede na odstopno izjavo predlaga občinskemu svetu občine Ravne na Koroškem, da razreši Andreja Erjavca z mesta predsednika in člana komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. To je naš predlog prvega sklepa, a lahko vse tri. Drugi sklep, komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu občine Ravne, da za člana komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja imenuje Borisa Štrikarja, Kotlje 167, Kotlje. In tretji predlagani sklep, naša komisija predlaga občinskemu svetu občine Ravne, da za predsednico komisije imenuje Ireno Oder. Hvala. Vašo malenkost. Torej, odpiram razpravo k tem trem sklepom, oziroma lahko posebej pri sklepih. Predlog sklepa 1 se glasi: občinski svet občine na Koroškem razrešuje Andreja Erjavca z mesta predsednika in člana komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Kdo je za? Sklep 2. Občinski svet občine na Koroškem za člana komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja imenuje Borisa Štrikarja, Kotlje 167, Kotlje. Kdo je za? 13. Kdo je proti? Nič proti. In pa sklep 3. Občinski svet občine na Koroškem za predsednico komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja imenuje magister Ireno Oder. Kdo je za? 13. Kdo je proti? 2 nista glasovala o sebi, najbrž predvidevam. Dobro, hvala. 3 sklepi so glasovani. 13. zadnja točka dnevnega reda, predlogi in pobude članov občinskega sveta. Prosim, gospod Mrzel. Hvala za besedo, gospod župan. Moje vprašanje se nanaša na povoden ter na plas, v bistvu, ki se je zgodil v vaški skupnosti Dobrje, Tosti vrh. Župan je bil na terenu, vem, o čem govorim, mimo Pipuševe hiše. Zanima me sedaj, kakšna je časovnica, če že imamo kakršnekoli indice strani pristojnih služb, da bojo zadevo uredili, in okolikor ne, bi prosil, da občina pritisne, kolikor se da v skladu seveda z zakonom, da se zadeva čim prej sanira, zato ker vsaka večja voda, ko pride, poškoduje ne samo teren, ampak tudi javno infrastrukturo. In zato apeliram, da se zadeva čim prej uredi, da ne bo še do večjih poškodb prišlo oziroma celo do zalitja hiše. In prosim, da pač se res to, čim ko bo možno, da naprej in uredi. Hvala. Hvala gospodu Mrzelu za to pobudo. Gospa Ranc. Okay. S to pobudo se navezujem na križišče pri Prosenovem mostu in pa bankine cest v Strojnski reki. Zaradi vse pogostejših nalivov prihaja do spirjanja bankin, spirjanja makadamskih cest, odnašanja cest in po nalivih pride na teren komunalna služba, teren na novo utrjuje vsakič znova in znova. Veliko naredimo krajani tudi sami na terenu, kar se pač da v okviru naših zmožnosti. In so krajani ocenjujemo, da marsikje posegi po nalivih ne bi bili potrebni, ukolikor se najde neka ustrezna rešitev, ne vem, na bankinah, da se, kjer se kar naprej odnaša ta pesek, da se namestijo povozni tlakovci, ki so se že izkazali za dobro rešitev, ne pa, da se je treba non-stop vračati na neka ista mesta po vsakem nalivu, vsakič znova in znova. Teda to zagotovo ni samo v krajevni skupnosti Strojnska reka, ampak marsikje drugod. Zato predlagam, da se na območjih, kjer se vsakič znova pojavljajo iste težave, pristopa k celovitejšim rešitvam, ki ne nazadnje na koncu predstavljajo manjši strošek kot pa te parcialne rešitve. Vprašal je pa tudi v zvezi s športno dvorano Prežihovega Voranca terminski plan, kak je predviden te izvedbe, o kateri smo prej govorili, se pravi menjava parketa, obnova garderob, preplesk.
Zato, ker odbojkarji čez dober mesec začnejo s treningi in ta zadeva se rahlo mudi, da ne bojo fantje ostali brez osnove, ki jim je potrebna da bojo lahko v prvi ligi dobro igrali. Hvala. Hvala. Spet se vidim, Urška Vezonik, prosim. Potem je gospod Štriker, gospod Marđenović. Lep pozdrav in hvala za besedo. Jaz sem malo bolj mala. Ja, zdaj me bom tako rekla, v zadnjem času me je kar na nek način malo vznemirilo to v medijih, ko se je pojavilo v zvezi z gradnjo oziroma negradnjo enote za uporabnike Centra za usposabljanje delovno varstvo Črna na jugu Čečovja. No, v tem tednu smo dobili zapisnik četrtne skupnosti, kjer so seveda povedali, da gre za gradnjo blizu že obstoječe enote na Čečovju jug, to je tako imenovana Srečna hiša, in da poudarjajo, da je ta skupnost zelo dejavna, nemoteča in pa prijazna na Čečovju. Menijo, da je to tudi neka dodatna, to so prebivalci, ki so dodatek naši skupnosti, imamo jih radi, jih srečujemo redno in niso moteči. Sveda in tudi dajo neko pozitivno mnenje. Zakaj me je v bistvu to tako razburilo? Zato, ker je bilo v javnosti oziroma v medijih rečeno, da smo Čečovčani taki, ki teh ljudi s posebnimi potrebami ne sprejemamo. Seveda me je tudi zato me je toliko ganilo, ker tudi sama delam z ljudmi s posebnimi potrebami. Čeprav na nek način mogoče razumem tudi stanovalce oziroma prebivalce tam na jugu Čečovja, ker je na mestu, kjer bi se ne gradil ta blok, zelo malo prostora, da ne gre za nesprejemanje ljudi s posebnimi potrebami, ampak zato, ker je pač prostor malo čuden, malo mali. Pa tudi obenem me pa veseli, da četrtna skupnost sprejema to in daje pozitivno mnenje, tudi zaradi tega, zato ker bo naša šola v kratkem potrebovala prizidek oziroma večnamenski prostor, da bomo lahko izvajali športno vzgojo. Toliko. Hvala. Gospod Štriker, prosim. To nisi bil že. Spoštovani gospod župan, podžupan in ostali občinski svetniki. Kot se spomnite, sem podal v začetku letošnjega leta pobudo, da bi postavili dodatne ogrevalne peči na biomaso za daljinsko ogrevanje v Ravnah. Takrat mojega predloga noben ni podprl. Na seji nas je celo seznanil predstavnik Petrol Energetike o dvigu cena plina, ki so bili že takrat nekje 280% in je tudi napovedal daljno rast. Cene plina in elektrike so od takrat na borzi ponoreli. Res je tudi pohvaljno, da imamo v tem mandatu ogromno infrastrukturnih projektov, kot so Tribuna na DTK-ju za dober 1 milijon evrov, zelo potreben novi vrtec, dom starostnikov, obnovitev cest in tako dalje. Zavedam se, da je to zelo velik investicijski zalogaj za našo občino. Žal ste pa svetnike podcenjevali trenutno globalno krizo, ki bo pahnila naše občane v hude finančne težave, oziroma bodo morali morda ostali celo na mrzlem. Če bi takrat, kot sem podal pobudo, izvedli ukrepe oziroma nabavili dodatne kotlovnice na biomaso, bi danes manj zaskrbljujoče pričakali jesen oziroma zimo. Morda je že prepozno. Kljub temu bi želel od vseh vas, ki ste v sestavi občinskega sveta in občinske prave, da se najdejo rešitve do jeseni. Potem sem dobil še eno pobudo, ker Jani Kotl zanima, kdaj se bo na medgeneracijskem igrišču v Kotlah, kot je bilo tudi že načrtovano v projektu postavitev igrišča, uredila steza za balinanje. Prav tako predlagajo, da se merilec hitrosti ob tem igrišču obrne v smeri proti Ravnam. Hvala. Hvala. Gospod Marđenović, prosim.
Imam eno kratko pobudico, namreč bili smo priča enem neurju pred kratkim, ki je uničilo zelo znamenita drevesa v našem grajskem parku. Jaz sicer ne vem, kakva je praksa, predlagam pa, da na tem mestu zasadimo nova drevesa, ki bojo skrbno izbrana in tudi glede na to, da ima občina v načrtu v prihodnje več asfaltirati, to bo več asfalta, več vročine bo šlo v luft, se pričakuje tudi več neurij, bomo mogli imeti eno strategijo, da za vsako podrto drevo, ki je na kaki pomembni poziciji, tako je recimo grajski park, da se zasadita najmanj 2 ali pa 1 novo. To je moja pobuda. Hvala. Hvala, gospod Mrđeniču. Gospod Mrzel se še enkrat prijavil, no, da imamo tem hitro eno izjemo še. Hvala, tule gre moja replika, ker me je malo zbodlo glede tega, kar se je na Čičovju dogajalo. No, mene pa kot Ravnčana sram, da moji someščani, someščanke niso pripravljeni sprejeti medse osebe s posebnimi potrebami. Tule imamo v bližini Črno, ki več desetletij živijo v simbiozi z njimi. Pa ni to edina stvar, ki me je zmotila, kar se tiče prebivalcev Čečovja. Tudi blok za mlade se je želel graditi na tisti lokaciji in so tudi temu nasprotovali. Mislim, jaz se bi rad soočil z osebami, ki jih to moti, oziroma bi rad želel, da vidim, kakvi so njihovi argumenti, ker to, da je parcela čudna ali kakorkoli je bilo prej omenjeno, gledajte, če je gradbeno dovoljenje, če strokovnjaki iz področja reče, da se lahko zgradi, se lahko zgradi. In resno, no, še enkrat, tule mi res ni vseeno, ko prebereš iz časopisov, da kot Ravnčani nismo pripravljeni na sobivanje, kot Ravnčani nasprotujemo gradnji bloka za mlade, zato ker pač bo nekdo moral 10 metrov dlje hoditi, da bo lahko svoj avto parkiral. Mislim, ključna tule je komunikacija in mislim, da treba malo več delati na komunikaciji in marsikaj se da iz tega v tem rešiti. Hvala. Hvala, gospodu Mrzelu. Če ni več koga, torej zaključujem današnjo 26. redno sejo. Še enkrat opravičilo, da je to v začetku julija. Obljubljam, da sej rednih ne bo več julija, avgusta, septembra, torej se vidimo za ponovno delo torej na občinskem svetu. Hvala še enkrat.